Spoštovani, dober dan in dobrodošli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na dnevih enakosti spolov, ki na fakulteti potekajo že 5. leto zapored, ne? Šesto leto zapored. Današnji dogodek je namenjen eden od dogodkov v okviru teh dnevov. Blazno zanimiv program, če koga pa verjamem sicer, da ste tu vsi in vse, ki ste s tem že kar precej dobro seznanjene in seznanjeni, da je na spletni strani Filozofske fakultete za vihek enakost spolov natančen seznam vsega, kaj se dogaja in kdaj. Že jutri vas čaka recimo zelo zanimiva debata, o njej več, ko končamo z današnjo, ampak preden se spustimo podrobneje, o čem bomo danes govorili, kdo so gostje, pa vabim za uvodni nagovor prodekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Mojco Smolej. Izvolite. Najlepša hvala. Sprva je bilo mišljeno, da bom v imenu vodstva zgolj jaz tukaj, da dekanje ne bo. Dekanja se nam je pridružila, tako da najprej lepo pozdravljam našo dekanjo, profesorico doktorico Mojco Šlamberger-Brezar. Seveda takoj na začetku se zahvaljujem tudi našim gostjam, da so si vzeli čas in prišli k nam na fakulteto. Da ne bom jemala preveč dragocenega časa, bom povedala samo par besed, in sicer niti ne kot prodekanja, ampak zgolj kot Mojca Smolej, ki je hkrati tudi slovenistka. Namreč v zadnjih letih se zelo intenzivno ukvarjam z ženskimi avtoricami, malce starejšega datuma. Prav te dni intenzivno prebiram Miro Mihelič in kot slovenistka se izjemno čudim, zakaj ni dana med kanon, se pravi obvezno čtivo, vsaj v srednji šoli. Namreč priporočam jo v branje. Mira Mihelič ima za moje pojme vrhunski jezik, vrhunsko stilistiko. Večina slovenskih avtorjev ji ne sega do kolen. Najbrž ni problem to, da je avtorica in ne avtor, ampak predvsem problematika, s katero se je ukvarjala. Namreč njeni moški kolegi so jo označili za avtorico, ki se ukvarja z realizmom, ki je zelo prepleten žensko tematiko. Zelo odmeven in znan je njen citat iz romana Cesta dveh cesarjev, ki pravi takole: nekoč ženske niso znale brati in bilo je več srečnih zakonov, kakor zdaj. Najbrž komentar ni potreben, da pa ne bo zdaj vse tako negativno. Naj še za konec dodam, da je Vlada Republike Slovenije leto 2026 razglasila za leto Zofke Kveder. Jeseni namreč mineva 100 let, bo minevalo, 100 let od njene tragične smrti. Kljub temu, da je bila izjemno nadarjena, ji ni uspelo priti na univerzo, dokončati študij. Seveda je pa ona tudi ena izmed tistih avtoric, ki se je intenzivno ukvarjala žensko problematiko, ki je za večino moških avtorjev velik tabu. Še en zadnji podatek, glede na to, da smo na Filozofski fakulteti. Uspešen študij so lahko končale šele ženske, ki so se vpisale v 80. letih 19. stoletja, in med njimi je bila tudi Marija Borštnik, ki je bila sourednica zbranih del Zofke Kveder in ki je bila leta 1956 promovirana za drugo redno profesorico na naši fakulteti. No, in ko je bila razglašena za redno profesorico, je med drugim rekla tole: nikdar v življenju si kot ženska nisem mogla predstavljati, da bi lahko prišla na univerzo. Danes je na fakulteti seveda veliko stvari dobro urejenih in asistentki poporodniški ni treba več v naslednjem semestru opraviti dvojnih vaj. Tudi to ni bilo včasih samo po sebi umevno, da po povratku iz porodniške nisi vse za nazaj opravljal. Torej, marsikaj bo treba seveda še popraviti, izpopolniti, ampak vseeno, vsaj tako upam, lahko v prihodnost zremo optimistično. Hvala.
vas jaz narobe naglasila, ni Smolej, ampak Smolej. Odvisno, če ste iz Koroške, iz Smolej, če pa iz Ljubljane, pa Smolej, tako da hvala. Hvala tudi vam. Torej, v naslednjih 60 plus minutah, kajti seveda bodo dobrodošla tudi vaše vprašanja, bomo govorili o pobudi iniciativi My Voice, My Choice, o implikacijah, o tem, zakaj to danes še potrebujemo, zakaj pravica do splava ni nekaj samoumevnega, ampak ena od tistih pravic, ali pa so vse v tem paketu, za katere se je treba vedno znova boriti in niso zakoličene za prmej in za vedno. Hvala lepa vsem gostjam, grem s predstavljanjem od moje leve proti desni, stojim pa zato, da se lažje vidimo, da me oni in ve, če vam je neugodno, se lahko tudi kam usedem. Okay, tako. Doktorica Barbara Rajgelj je pravnica, profesorica na Fakulteti za družbene vede. Potem je z nami tudi Tina Tomšič, Inštitut 8. marec. Gospa Mateja Kožuh-Novak, ginekologinja, političarka, nekdanja poslanka, kaj še manjka vse, ker je lista, vem, da je zelo dolga. Profesorica, doktorica Milica Antič-Gaber, sociologinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Se vem, na kratko opisujem, upokojena nedavno, tako, ampak še vedno aktivna, in pa profesorica, doktorica Bojana Pinter, prav tako ginekologinja in sicer ginekološka klinika UKC Ljubljana in tudi medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Hvala lepa vsem. Se pravi, 60 minut, potem vprašanje občinstva, pa bi mogoče začela, ker govorimo o tej pobudi iniciativi. Vem, da je bila najavljena gospa Nika Kovač, zadnja informacija, zakaj ni z nami? Ker ni šlo damstvo. Ker je druge obveznosti. Opravičiti moram tudi gospo profesorico Metko Mencin Čeplak, tudi pri njej nepredvidene zadeve, zato ne more biti danes z nami. No, vprašanje, se pravi iniciativa. Po ne bom rekla mesecih, ampak letih trdega dela, ste prišli do cilja, ki se je do zadnjega se ni vedelo, kaj in kako se bo končalo. Prebrali in slišali smo že veliko o tem. Mene pa bolj zanima, ker ste bili vpeti v tem, tako rekoč iz prve vrste, kaj je bil na tej poti najtežji moment? Kdaj se je zdelo, da mogoče ne bo uspelo? Ja, v bistvu je bilo na tej poti, ki je bila dolga približno 3 leta, ogromno enih težkih momentov. V bistvu prvi je bil, ko smo ugotovili, da je izjemno težko zbrati milijon podpisov, ker to ni navadna peticija, ker jih moraš zbrati na način, da morajo posamezniki pač se približati tega. In se pravi, da je treba zbrati te podpise na način, da posamezniki morajo dati svojo emšo, svoje pač osebne podatke. Ta spletna stran je izgledala, kot da je iz 90-ih in ljudje temu niso zaupali. Tako da to je bila ena od prvih ovir, pač smo imeli ogromno enih ovir tekom celega tega postopka v zadnjih mesecih, tako v Evropskem parlamentu, zdaj pač pred končno odločitvijo komisije, pred 2 tednoma je bilo kar napeto, zato ker si kazali na eni točki, da bo odgovor negativen, da komisija ne bo naredila nič. Ampak vedno, ko je bilo pa težko, smo se pač zatekali k naši skupnosti, se povezali in pač naredili čisto vse, da je šlo naprej in na koncu smo tudi bili uspešni. Ve vse ste za 3 leta vmes starejše, a je bilo, ste pričakovali, ko ste štartali s tem, da bo tako težko, kot se je na koncu izkazali? Ne, nismo šli v to zgodbo. Kakšen je bil plan? Tako, ko ste se stavili, ste rekli, ok, prvo leto to, drugo leto to? Ja, plan je bil tak, da zberamo podpise v enem mesecu in potem v enem letu končamo. Ampak se je pa izkazali, da je tudi Evropska unija zelo počasna, da je rigidna, da ima pač neke svoje postopke, kjer jim je treba slediti, da traja pol leta, da prideš do resolucije v Evropskem parlamentu, da traja pol leta, da Evropska komisija poda svoj odgovor. Tako da tukaj je bilo časovno z naše strani zelo naivno prekalkulirano, da bomo hitreje konc kot smo bili.
Ko ste delali že kakšno notranjo revizijo, v smislu, kaj ocenjujete, da so... A lahko ugašate izmenične mikrofone? Tako je. Tina mogoče tako, pa Nataša, tiste, ki govori, prižge pa ugasne, tako. Hvala za opozoritev. Ste neko notranjo revizijo, ko rečete, ok, ne vem, če moramo izpostaviti top 3 stvari, ki smo jih s tem naredili, družbeni politični učinki, rečete, kaj je vas? Ja, pač v bistvu je, kar se tiče političnega učinka tega odgovora komisije, je tukaj pomembno izpostaviti, da je komisija prvič potrdila, da se lahko uporablja EU sredstva za financiranje splava. Se pravi, da se lahko uporablja sredstva, ki prihajajo iz EU, pač iz različnih EU fondov, zato da se te postopke lahko upravljajo v okviru javnega zdravstva. In to je pač en ogromen dosežek, to pomeni tudi ogromen za naprej, kar se tiče političnega. Kar se pa tiče družbenega, je pa tukaj ful važno izpostaviti, da bo imela ta pobuda in kratkoročne in dolgoročne učinke. In kar se tiče kratkoročnih, je to, da bojo ženske lahko dostopale do tega postopka, ki trenutno nimajo, te možnosti iz Poljske, iz Hrvaške, ker že zdaj prihajajo v Slovenijo, ker morajo zdaj plačati več 100 evrov, zato da lahko pač postopajo do te zdravstvene oskrbe. In to je eden od teh kratkoročnih učinkov. Dolgoročno pa pomeni odločitev komisije to, da se bodo ta sredstva lahko tudi v državah, kjer recimo ni težav, tudi v Sloveniji, uporabljena za plemenitenje zdravstvenega sistema, se pravi za izboljšanje dostopa do najrazličnejših reproduktivnih pravic. Profesor Cantič-Gaber, kako vi, recimo, da je prva runda namenjena temu odzivu in pogledu na to, kar je ekipi uspelo, kako vi gledate na uspeh te pobude, kako pomembna je današnja politična poslovna? Jaz bi rekla, da ima ta uspeh te pobude simbolni, po eni strani pomen, po drugi pa čisto konkretni. Simbolni pomen ima v tem smislu, da je na začetku majhna skupina civilno-družbeno organiziranih žensk uspela organizirati se na evropski ravni, uspela speljati postopek do konca tudi v Evropski komisiji in to iz države, kjer je pravica do abortusa zagotovljena in celo ustavno potrjena, in kjer pravzaprav nimamo velikih težav pri realizaciji te svoboščine, če še pravi termin uporabim. To pa zaradi tega, ker imamo tudi drugi stavek tega člena, ki pravi, da mora država zagotavljati pogoje za uresničevanje te pravice. Drugo, kar se mi zdi v tem simbolnem pomenu pomembno poudariti, je to, da se je tukaj izkazala velika mera solidarnosti iz države, kjer je ta pravica zagotovljena, do žensk v državah, kjer sicer mogoče imajo to pravico uzakonjeno, pa zaradi različnih razlogov ni možno jo popolnoma uresničiti. Tako da to se mi zdi zelo pomemben uspeh in pomembno poudarjanje. Na povsem konkretni ravni pa to pomeni, da bo v državah, kjer obstajajo različne razlogi za to, da ženske ne morejo priti do varnega abortusa, torej, da bo zdaj manj nevarnih abortusov. Nevarni abortusi pa povzročajo različne zdravstvene težave, ženske veliko večji meri zbolevajo, imajo kakšne poškodbe, in tudi upam, da bo torej to pripeljalo tudi seveda do manj smrti, ker tudi to se dogaja. In če sem zelo konkretna, če bo ta pravica zares tudi realizirana tako, kot je bila mišljena, to pomeni, da realizacija pravice do abortusa ne bo odvisna od poštne številke, na katerih ta ženska živi, in od debeline denarnice, ampak bo to zagotovljeno vsem ženskam na enak način. Hvala lepa.
dve ginekologinji skupaj z nami. Mogoče bi začela z vami, gospa Kožuh-Novak. Dolgo nazaj ste bili tudi v prvih vrstah boja za te pravice, konec koncev tudi kot zdravnica ginekologinja. Kako pa vi gledate na uspeh te pobude? Torej, mislim, da je izjemen uspeh, da se niti ne zavedamo, kako velik uspeh to je. V tem čudnem svetu, ko propada ena iniciativa politike, je tako, kot bi Inštitut 8. marec zastavil v to osko, kako bi človek rekel, jaz imam težave s govorjenjem, sem stara gospa 83 let, v to špranjo. 8. marec s svojim delom kaže, da je moč motivirati ljudi dovolj, da stopijo skupaj in da se upro politiki, ki naj bi nas vodila, v resnici nas pa večina politikov zlorablja. Splav je seveda krasna oblika pritiska politike na posameznika. In zato je tudi toliko uporabljen. Jaz mislim, da kar se splava tiče, mora ta iniciativa iti naprej, da bo splav zginil iz agende politikov. Ne vem, če se zavedate, kdo so bili prvi politiki, razen seveda mam, ki držijo družino skupaj. To so bili magi in je bila duhovščina. In v vseh teh par tisoč letih, ker pač je ustvarjena družba, so počasi laiki prevzeli izjemno uspešne politike duhovščine. Jaz moram reči, da se mi zdi najbolj zavržno to, da se še vedno duhovščina tako, ali pa vsi, ki služijo ali pa ki te ideje prevzemajo, govorijo, da se borijo za svetost življenja. Ko gre pa za vojsko, takrat je pa konc svetosti življenja. Hrvatje nič ne razmišljajo, imajo groznico za svetost življenja, ampak zdaj so pa kar lepo mlade fante shecali, da so šli v vojsko. In to je ta druga reč. Ženske zlorabljajo zato, ker rabijo grešnike, če nimajo grešnikov, nimajo denarja. In moške zlorabljajo tako, da jim povejo, kako so blazno močni, če imajo puško v roki in jih pošiljajo v borbo. In mislim, da je ta iniciativa tista, ki nam da eno vizijo razvoja Evrope kot celine, ki ima največ izobraženih in osveščenih ljudi, da zastavimo zdaj o prelomu tega neoliberalnega kapitalizma, ki ne vemo, kaj pride naprej, da naredimo vse možnosti, da ojačamo samozavest prebivalcev, da se upremo militarizaciji, da se upremo oboroževanju Evrope in da pokažemo drugim celinam, kako moramo zastaviti svet, da človeštvo ne bo izumrlo. Ker če bo šlo tako naprej, kot je zdaj, naših pravnukov najbrž ne bo več. In to se mi zdi največji dosežek, seveda je pa izjemno pomembno to, da ste zagotovili ženskam, da lahko pridejo do varnega splava. Jaz sem še videla žensko umrt, to je bilo 70. leta prejšnjega stoletja, ko je umirala na ginekološki kliniki, ker ji nismo mogli več pomagati. Prišla je po splavu, ki, seveda, kako se reče, nestrokovnem splavu. Zato je to izjemno pomembno. Hkrati pa tudi seveda ojača možnosti glasu žensk. Mislim pa, da tudi moških, čeprav imamo zdaj drug problem, ki sem ga prej omenila novinarki, da se zdaj moški bojijo te emancipacije žensk in bomo na tem področju morali ravno tako delati. Da bo se znala spola sodelovati, ker borba proti splavu je borba za srečno spolnost. Srečna spolnost je srečno življenje v paru in v družini. In zaradi tega moramo iti en korak naprej, in to je tudi mogoče še vaša, da dosežemo na nek način, to ste pa strokovnjaki,
da bodo mladi moški in ženske začeli sodelovati enakopravno. Ne sodelovati enega drugega, ampak sodelovati enakopravno, če ćemo obdržati človeka na tej zemlji. Hvala. Profesorica Pinter, preden vas vprašam čisto iz medicinskega vidika, kaj pomenijo te pobude, ta pobuda za reproduktivno zdravje v družbi. Mogoče najprej to, ker ste tako rekoč na terenu, kakšen odziv dobivate od žensk, od moških na to inicijativo? Kakšne so bile reakcije? Mogoče tudi reakcije vaših kolegov in kolegic. Ja, hvala za povabilo. Zdaj, reakcija, res rekla, da tisto, kar nas zelo veseli, je to, da se je začelo osveščati predvsem o tem, da so te pravice bile nekoč pridobljene, in da je potrebno se zavedati, da jih je treba tudi ohraniti. Ker kot je dr. Kožuhova povedala, te pravice so bile pridobljene v zgodovini, predvsem strani zdravnikov, ki so bili priča vsakodnevnim smrtim žensk. In da je to gibanje poudarilo, da je varna prekinitev nosečnost temeljna zdravstvena oskrba. To je v bistvu predvsem medicinski problem, ki se je pa seveda zaradi drugih razlogov politiziral v zgodovini in seveda se mora potem tudi civilna družba boriti zaradi pravic žensk za to pravico. Tako da to gibanje, se mi zdi, je zelo pomembno v tem, da je zdaj možnost generacije, ki nikoli niso se srečevali s temi problemi, so nekako začele poslušati in se osvesti, da kako je ta pravica pridobljena, ker zgodovina je v bistvu zelo zanimiva, če lahko na kratko povem, v bistvu zdaj sam splav je bil del vsakodnevnega življenja, tako v starem veku so sodelovali tako zdravniki, ker so želeli reševati življenja žensk in je bolj pametno, da to upravi nekdo, ki ima znanje in spretnosti, kot nekdo, ki ga nima, tako da je v bistvu večinoma to so upravljali zdravniki. Pol je prišlo tam nekje leta 1870 in pa potem babice, ampak je bilo to plačevanje, potem leta 1870 najprej kraljica Viktorija zahtevala smrtno kazen za ženske, ki so ostale splav. To je bila Velika Britanija in potem tudi v Združenih državah Amerike, istočasno so se tudi ameriški zdravniki obrnili proti ženskam in so ga tudi prepovedali. Tudi iz finančnih vidikov, kolikor razlagajo zgodovinarji, ampak potem niso pa nič naredili za to, da bi bil splav bolj dostopen. Uporabljali so pa seveda tudi že kirurške inštrumente že v rimski dobi. Že v rimski dobi tudi za Hipokrata pravijo, da je v bistvu on tudi upravljal prekinitev nosečnosti in da je v bistvu v svoji prisegi bil samo proti določenem pesarju, ki ni bil v redu. Tako da ta interpretacija te prisege je taka. Zdravniki so želeli reševati življenje. No in potem je v Ameriki takrat od leta 1870 bil tudi splav prepovedan in potem je trajalo 100 let, da so ženske umirale in da so se zdravniki vesti, Doctors of Conscience, v 100 letih so uspeli potem ponovno prepričati ameriško združenje zdravnikov, da morajo poskrbeti za ženske in dovoliti varno prekinitev nosečnosti. Takrat je prišlo potem ponovno do legalizacije. In zgodovina nam kaže, da če izgubimo to pravico, traja 100 let, da jo izgubimo nazaj. In ta zgodovina je tukaj pomembna, zdaj pa tistih 1870, oziroma potem 1970, je bilo pa na drugi strani, je pa ta pomen Slovenije oziroma Jugoslavije potem pridobivanja te pravice izjemna zgodba, ki se je začela nekje na začetku stoletja, in sicer leta 1920 je Lenin
na pobudo zdravnikov legaliziral splav, ker je v bistvu on bil za enakopravnost spolov, tako da so si tudi zdravniki upali k njemu pristopiti in prosili, ali lahko legaliziramo prekinitev, da ne bojo umirale ženske v Rusiji zaradi splava. In je potem bila to priložnost, da so lahko potem zdravniki legalno iskali varne metode prekinitve nosečnosti. In so potem v naslednjih desetletjih izpopolnili te kirurške metode. Vmes je bil splav, ker je prišel Stalin, pregovorjen in Stalin je bil za 20 prepovedan. V tistem času so Kitajci to naprej razvijali, no bolj pa mislim, da enega leta 1953 naprej je bil spet legaliziran in je potem so v začetku 60-ih letih že izpopolnili metodo vakuumske aspiracije. Zdaj v tem času je bila pa pomembna vloga Jugoslavije, ki je bila takrat že vodilna članica gibanja neuvrščenih. Tako da so naši zdravniki imeli možnost sodelovati tako z vzhodom kot z zahodom. Bi se bila edinstvena situacija. In takrat je profesor Novak leta 1963 šel v Moskvo na en kongres ginekologov, kjer je videl to prekinitev nosečnosti z vakuumom. Potem je prišel domov, je bil ves navdušen in je potem rekel, dajmo to narediti pri nas na ginekološki kliniki. In so poiskali edini vakuum v Jugoslaviji, ki je bil na voljo, naredili te kanile za prekinitev nosečnosti in naredili prvo prekinitev nosečnosti. In jo tudi potem posneli na film in ugotovili, da je v bistvu to izjemno izgleda bistveno bolj varna metoda kot poseg z dilatacijo in keretažo. No in ta profesor je potem pokazal ta film leta 66, ki je vrhavno leta 67 po Santiago de Chile na mednarodnem kongresu Mednarodnega združenja za splav in kontracepcijo in takrat je cel svet zvedel o tej metodi. Tako da so leta 68 povabili profesor Novaka v Ameriko na delavnico, Guttmacher je bil glavni, tudi pa še en Edwards, in so potem vsi ameriški zdravniki tudi to spoznali in so bili Američani tako navdušeni, da so potem predlagali jugoslavijsko-ameriški projekt, da dokažejo, da se ne naredi študija, ki bo pokazala varnost te metode. Oziroma preverila, ne dokazala. Dilatacija keretaža proti vakuumski aspiraciji in to je bila tako imenovana Ljubljana boljša stadija, Američani so financirali, v Ljubljani je bilo to narejeno, v letih 71 do 73. 4000 žensk so randomizirali, čisto taka prava raziskava, kjer so gotovili, da so v bistvu obe metodi varni in učinkoviti, ampak da je ta vakuumska aspiracija še bolj varna in še bolj učinkovita. In smo bili na naših koncih. Tako, in so bili rezultati te raziskave potem podlaga za liberalizacijo zakonodaje v 70 letih v svetu. Ker če pogledate, kdaj je prišel v 70 letih, sem šel zadeva. Zdaj, kaj smo prišli pa mi do pravice do načrtovanja družine, je pa tudi zanimiva zgodba, ker po vojni je pa profesor Novak srečal gospod Vido Tomšič in sta postala pa. Gospa Vida Tomšič je bila delegatka, predsednica vlade, pa še ministrica, pa glavne ona je bila tudi v Beogradu in kot ženska z jasnimi stališči, tudi glede reproduktivnega zdravja, kar je seveda izražala že pred drugo svetovno vojno, kot mlada pravnica, ki se je borila za bolniški oziroma porodniški dopust in volilno pravico. Je seveda doma še toliko bolj slišala zgodbe o umirajočih ženskah, profesorja Novaka. In tukaj je v bistvu zanimivo, da on je bil vrhunski kirurg, tudi svetovno znane operacije so preimenovane po njemu, ampak on se je boril tudi za preventivo. To zelo težko srečaš na splošno, medicina, ali si bolj kirurško orientiran ali pa bolj socialno. On je bil vse. No in v bistvu je po
V Jugoslaviji je bilo tako, da je potem leta 1951 bil splav dekriminaliziran na pobudo takratnega profesorja oziroma predstojnika ginekološke klinike Lunaček, ki je bil delegat v Beogradu in potem še liberaliziran. In leta 1955, oziroma 1953, so jugoslovanski ginekologi so rekli, da je vse en splav škodljiv in da ne bo ponovno kazniv za ženske in kontracepcija, da nima smisla, da je neučinkovita in še zmanjša populacijsko rast. In takrat je v bistvu nastopila Vida Tomšič z znanimi besedami, kako si mislijo ginekologi, da bi preprečil ženske narediti splav, če je ona pripravljena tvegati življenje za to, da vidi. In to velja še danes. Tudi danes splav povzroča tako stisko, da umre 100 žensk vsak dan v svetu. In vsaka pusti za sabo, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, 3 otroke. 2 od njih umreta v roku 2 let, ker sta odvisna od nje, tretji ostane potencialna sirota. In je potem leta 1955 potem profesor Naval bil prvi, ki je za celo Jugoslavijo naredil in knjižico o kontracepciji, splav, oziroma potem diafragmo je začel vsavati kontracepcijsko pasto lik. Tako da v bistvu mi imamo že v sebi, bi rekli slovenski ginekologi, ta apel s splavoma, ne, z kontracepcijo zmanjšujemo splave. Tako da to je za nas, splav ni samo splav, ampak tudi kako mi to svetujemo, kontracepcijo, kako mi preprečujemo te neželene posledice. No in potem je liše. Ja, zdaj imamo še 3 kroge, pa sam še konca. Ker je taka zgodba, ne. No in pa je bil Informbiro, pa Jugoslavija, pa leta 1956 neuvrščeni in takrat so se pa začele tudi po drugi svetovni vojni populacijske politike, ki razviti bogati sever je želel omejiti populacijsko politiko juga. In so takrat neuvrščeni stopili gor, so rekli, čakajte, ne boste zdaj vi nas omejevali, da se mi ne smemo, to vemo, Egipt, Tito, Nehru, Nasser, v teh neuvrščenih in tudi zraven Vida Tomšič. In takrat so Združeni narodi v 60-ih letih začeli pripravljati konferenco o človekovih pravicah, ki je bila potem v Teheranu. In takrat so te bogate države so hotele uporabiti kontracepcijo pa načrtovanje družine za populacijsko kontrolo, neuvrščeni so se pa uprli, da mora biti to pravica posameznika. In takrat je bila sprejeta, to je zelo pomembno za zgodovino, pa za naprej, teheranska izjava, ki deklarira načrtovanje družine, ponovno mnogo otrok za temeljno človekovo pravico. In tukaj zdaj vsa ta zgodovina, vseh tisočletij je noter v tej teheranski izjavi. In to se moramo zavedati, da to ni zdaj neka, samo neka ideja, feministka, ki so prišli do tega, ali pa ženskih gibanja, ker socializmo so bila ženska gibanja, tako da je v bistvu ta teheranska izjava v bistvu temelj tega, kar imamo danes, načrtovanje družine. In tukaj je Slovenija, Jugoslavija, neuvrščeni profesor Novak, Vida Tomšič. Hvala lepa. Doktorica Rajgl, pogosto smo slišali v času te kampanje, da pa kaj se borimo, vse to že imamo. Pa dajte se za Slovenke boriti in ne se, da rečem, na glavo metati, kaj na Poljskem, kaj na Malti in tako dalje. Zakaj, kako vi kot pravnica, tudi kot aktivistka na tem področju, ste gledali na to pobudo? Zakaj ni, ko je enkrat zapisano nekaj, da se pa lahko uležemo, naslovimo in je to zavedno ok? Zato, ker so nacionalizem, seksizem, homofobija med sabo povezani, to je odgovor na prvo vprašanje. Torej, tisti, ki očitajo, da so ženske med sabo solidarne in da vidijo žensko v ženski in človeka v ženski, tudi če slučajno ni rojena
v tej državi znotraj te nacije. V bistvu je to njihova retorika, da brigimo se za svoj narod. Jaz pa tukaj vidim res pomen te iniciative je prav to, da razume to, bi rekla, medranljivostno solidarnost. Zato se mi tudi zdi, da je pomembno povedati to, da če smo bili v preteklosti v bistvu pionirke ali pa pionirji, da smo to tudi v sedanjosti in da to moramo pričakovati tudi v prihodnosti. In v tem smislu jaz rezultat te pobude razumem kot, da odpira možnosti vsaki državi, da dobi evropske fonde oziroma te že obstoječe porabi na način, ker verjamem, da niti niso vsi porabljeni, tiste delčke, ki ostajajo, porabi na način, da omogoči ženskam iz držav, kjer to ni omogočeno, v bistvu varen splav. In tukaj pričakujem od vseh slovenskih politikov, ki so to pobudo v bistvu podpirali, da bodo tudi njo realizirali. Da bomo mi prvi, ki bomo rekli, evropske strukturne socialne sklade uporabimo za to, da bodo lahko ženske iz Poljske in iz Hrvaške prišle v slovensko bolnico pač to varno opraviti. Se pravi, ne bi se zadovoljila tukaj s temi deklarativnimi podporami politikov, je pa seveda jih treba ukrepiti in opozoriti na to, da bodo slišali zgodbe o tem, da se gremo abortivni turizem. Jaz pa mislim, da to tukaj moramo preslišati, ker to je neka medženska solidarnost, ki je v bistvu, se mi zdi, da moramo na njej vztrajati. Zdaj, zakaj pa pravice niso enkrat za vselej pridobljene, pa lahko kot pravnica odgovorim, zato ker je največja, pa tudi v tem trenutku, največja želja vsakega avtokrata je ustavna večina. Torej, to pomeni, da se lahko ustavna večina pomeni možnost spremeniti temelje države. Se pravi, to pomeni od 55. člena do 7. člena, se pravi, ločitev verskih skupnosti in države, imenovanje sodnikov, pravica. Mi sicer, bi rekla, postavljamo neke pilote v pravnem sistemu, s tem, da gremo na ustavno sodišče, pa ustavno sodišče omeni, recimo tako, kot je v zadevi 24. leta, ko je odločalo o umetni oploditvi samskih žensk in ženskih parov, se pravi, je povedalo v tisti 32. točki s pomočjo zgodovinske metode razlage, je mogoče ugotoviti, da 55. člen vsebuje pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Se pravi, to so piloti, ki grejo proti temu, kar pa pilotirajo drugi, ki je recimo komentar ustave, ne vem, če poznate. Komentar ustave ni formalni pravni vir, ampak ko sodniki presojajo, tudi ponavadi pogledajo komentar, da razumejo sodno prakso in tako naprej. In leta 19, edini komentar ustave, ki ga imamo, avtor, eden od zapiše, v prihodnosti največja nacionalna sodišča in ESČP vsekakor čaka razrešitev vprašanja pravice do življenja spočetega, a še nerojenega otroka. V teorijo, tako pravno kot medicinsko, vse bolj prodira prepričanje, da bi moral biti fetus do določene mere nosilec pravne subjektivitete oziroma vsaj v primeru spočetja pridobiti specifični pravni status, ki bi varoval njegovo rojstvo. Se pravi, to moram tudi poudariti, da slovenske pravne fakultete nimajo tega poguma znotraj, da bi se na take stvari odzivale, ker se jim zdi to, da to je samo za ignorirati. Jaz pa mislim, da so te v bistvu, da se te pilote je treba sprot naslavljati direktno. In srečo imamo, pač ga imamo zelo ne progresivno, ampak razumno ustavno sodišče, ker jaz, ko berem poljsko ustavno sodišče, tam pa je to vse, kar imajo, je posledica ustavne večine. Zato si ne želimo od nikogar v tej državi ustavne večine, ne od enih, ne od progresivnih, ne od unih, ne od tretjih, ker mora biti zavore in ravnotežja in to, ko ima nekdo ustavno večino, vse popusti. Ni več ničesar, ne samo da... Skratka, to se mi zdi zelo pomemben razumeti. Seveda so pa te premiki počasni, če ni kontra premikov, zato se mi zdi ta res velika stvar. Ne za Slovenijo, prihajamo morda iz Slovenije, pa tu ne samo, ampak za Evropo se mi to zdi izjemnega pomena, bolj kot za nas, tudi za druge in to se mi zdi, tako da lahko reče vsa hvala. Bom kar tukaj nadaljevala, točno to, kar ste omenili, da ne samo za Slovenijo in velikrat ste tudi ve slišali in vi in vaša pobuda je presegla ta nacionalni okvir. Sami ste omenili
to težavnost zbiranja podpisov po različnih državah. Kaj po vašem spregledajo tisti, ki pravijo, pa se v Sloveniji imamo, zakaj je treba toliko zelo v akcijo. A je bilo, ko ste po različnih državah se pogovarjali z aktivisti in aktivistkami, nabirali to podporo, a so povsod bile ene niste skrbi, ene niste dileme? Ne, mislim, lahko bi rekel, da do neke mere je, ampak prihajanje do nekih različnih dilem v različnih državah, ampak tukaj je v bistvu bolj pomembno reči, da je pomen te pobude v tem, da gre za prvo evropsko državljansko pobudo, ki je dobila pozitiven odgovor. Torej, ne vem, ta mehanizem obstaja zdaj že 21 let vsaj in do zdaj Evropska komisija ni nikoli odgovorila pozitivno. Torej, gre za prvo pobudo, ki je dobila direkten pozitiven odgovor z neposrednim učinkom, zato ker pač je komisija odgovorila na način, da se lahko uporabi Evropske socialne fonde, tako kot si rekla, Barbara. Tukaj gre za 140 milijard evrov, to je ogromen fond, ki ga lahko države pač porabijo na način, kot želijo, in tukaj gre pač za nekaj, kar je lahko neposredno narejeno in ne rabi čez druge institucije, zato da bi pač do neke potrditve. In pač, kar je pa tudi še pri nas se izkazalo, ko smo delali to pobudo, je, da je izredno težko na EU ravni nekaj spremeniti. Mi smo imeli to srečo, da je to šlo čez, ampak evropske institucije so pač zelo rigidne in spreminjati stvari na tej ravni ni lahko. Je pa tako, da pač s tem, ko smo vložili toliko enega truda v to, se je vzpostavil nov pravni standard, da je to možno, nekaj, kar je bilo prej v teoriji po nekaterih interpretacijah pač lahko mogoče, je pač dobil neko potrditev na ravni Evropske komisije. In še, kar je pač tu res važno, je, da pač gre za potrditev rabe javnih financ za financiranje splavov, tako kot sem že rekla. In to je točka, pač, na kateri neokonzervativna gibanja najprej napadajo pravico do splava. In tudi pri nas se pač pojavljajo mnenja, da je treba omejiti pravico do splava na način, da ni več financirana v okviru javnega zavarovanja. In tudi, ker je prišel do pač prvih napadov Roe v Wade, je bilo, sem pogledam, zato ker ne vem zakaj, je bilo pač z Hyde Amendmentom je bilo pač Roe v Wade prvič napaden na način, da se je prepovedal javno financiranje splava. Tako da nekaj te očitki, do katerih prihaja v raznih konzervativnih gibanjih po vsej Evropi, je tukaj predvsem to treba poudariti, da tukaj se je združila pravna stroka, tukaj se je združila medicinska stroka, tukaj so se združile civilna družba, ki se v praksi ukvarja s tem, da ženske iz Poljske, iz Malte, iz najrazličnejših držav lahko dostopajo do splava, na Nizozemskem, v Sloveniji, na Češkem, v Nemčiji, pač v nekih drugih državah, ki so blizu tem ženskam in kjer lahko lažje dostopajo do tega postopka. In še eno stvar bi mogoče sam poudarila, da tukaj, da kar še potrjuje, da je pač ta pobuda bila res tako nujna in združila najrazličnejše glasove, je, da ene najbolj glasnih podpornic te pobude v Evropskem parlamentu so bile poslanke iz poljskega EPP, torej pač iz konzervativne stranke, ker vejo, kaj pomeni to v praksi, in so tudi ti poslanci in poslanke bile tisti, ki so se nam najbolj zahvalili, ki so še danes hvaležni, pač, da smo to pobudo nadaljevali, da se nismo nikoli predali in da smo na ta način tudi spremenili, kako se govori o splavu na ravni. Hvala. Profesor Zantič Gabar, ko govorimo o zagovorništvu teh pravic, kako podoben ali pa različen se vam zdi ta današnji boj od tistega, ko ste se angažirali pri ohranitvi 55. člena? Ja, na to vprašanje bi sicer Metka Mencin veliko bolje odgovorila, ampak bom poskusila, pa bom pozvala še kolegico Evo Bahove, da potem še malo pomaga.
Skratka, to so, malo zgodovinskega konteksta se mi zdi, da moram pojasniti. To gre za začetek 90-ih let prejšnjega stoletja, gre za prehod iz enega sistema v drug sistem. V tem času lahko rečemo, da so neki dve nasprotujoči silnici in viziji prisotni. Ena je bila ta navdihujoča, gremo v Evropo, Slovenija se bo razvila na sončni strani Alp, to bo nova Švica, gradili smo nove institucije, varuh človekovih pravic je nastal in tako naprej, tako nek elan, nek zagon, da gremo v neko pravo smer. Po drugi strani pa so se seveda pojavljale zelo nove ali pa prej mogoče bolj potisnjene v ozadje sile, ki so pa seveda ta socialistični razvoj popolnoma drugače razumele in so se hotela oddaljiti od socializma, od teh pridobitev, na katere je bil del populacije zelo ponosen, med drugim tudi na pravico do splava. In propagiral tradicionalne vrednote in ponujal ženskam spet neko vrnitev tja, kam spadajo. Tisti, ki ste zadosti stari, se boste spomnili, da so bile pobude za ustanovitev gospodinjskih šol v javnosti prisotne, da so propagirali 3 leta porodniškega dopusta, katero seveda bi bil plačan samo 1 leto, da se je skratka govorilo o izumiranju slovenskega naroda, samo 1 milijon nas je, ampak to se je začelo že pravzaprav tudi v koncu 80-ih let. Demografi so opozarjali na to, da ženska v Sloveniji rodi samo 2,56 otroka, ta podatek sem si zapomnila, ker vsakič ponovim. Skratka, znašli smo se tukaj. Tako da je bila situacija taka, da smo imeli na eni strani, potem pa še ta naval tega ozaveščanja strani cerkvene javnosti in tisti, ki so pač soglašali z njimi, torej osovražiti splav na ta način, da se je prikazovalo film Nemi krik, tudi po šolah, po zdravstvenih ustanovah in tako naprej. Skratka, neko zastraševanje je bilo prisotno. Tako da se je javnost razdelila na 2 pola, kot se kje drugje tudi. Se pravi, na nek način na podporo pravici do abortusa in tisti, ki so bili proti, predvsem zaradi demografske politike. Ob tej priložnosti bi rada pokazala to knjigo, ki je res en pomemben zgodovinski dokument. Nastala je v okviru skupine Ženske za politiko in uredila jo je profesorica Eva Bahovec. Tukaj notri najdete vse izjave vseh pomembnih akterjev tistega časa, tako civilne družbe kot političnih, o pravici do izbire oziroma o pravici do abortusa. Skratka, civilna družba se je tudi močno angažirala na tej strani in zakaj je bila ta pobuda uspešna? Prvič zato, ker, in to tudi lahko preberete v tej knjigi z kolegico Vero Poznik, ki bo jutrišnja gostja, smo takrat naredili eno hitro javnomnenjsko raziskavo, kjer se je potrdilo, da je več kot 80% celotnega prebivalstva podpira pravico do abortusa. Skratka, ta pravica se je nekako usedla v ta prostor kot civilizacijski dosežek. Tudi verne ženske niso bile proti tej pravici, so bile za njo. In se mi zdi, da je bil to čas, ko smo se zavedali, da gremo nekam v pravi smeri, ampak hkrati, da obstajajo nevarnosti, ki pretijo z te prej opisane smeri. Tisto, kar se mi zdi, je bilo mogoče drugače, kot je bilo v tej kampanji My Voice, My Choice, je to, da smo se uspeli združiti različne progresivne sile v Sloveniji, od majhnih ženskih in feminističnih skupin do sindikatov, do nekaterih strank, ki so to podpirale, z predstavnicami oblasti v parlamentu, torej v tedanji skupščini pravzaprav
In takrat je delovala Komisija za žensko politiko, ki je vodila Metka Mencik, ki je to, uspeli smo združiti ta pritisk iz civilne družbe z soglasjem predstavnic oblasti v parlamentu, kjer so, in tukaj gospa Kožek Novak sodelovala tudi v ustavni komisiji, kjer je bilo treba prepričevati druge poslanke in poslance, eno poslanko zelo močno, poslance pa skoraj da vse, kako pomembno je to pravico ohraniti v ustavi. Tako da se mi zdi to povezanost, in to bi želela res poudariti, to povezanost civilne družbe z takratno skupščino in tistimi, ki so takrat delovali, zelo pomemben dejavnik uspeha celotne te zgodbe. Seveda je bila podpora tako zdravnic, že omenjene naše goste, Matej Kožek Novak, Gunjo Brstnjak Veder, Lidija Andolšek, pa tudi nekaterih pravnikov, mogoče Barbara znala še bolj, profesor Tara Zupančič je zelo veliko prispeval k temu, kako pravzaprav razumeti to pravico. Sem še nekaj rada poudarila, da se mi zdi, da se pozablja, in sicer kako pomembno je bilo doseči v tej ustavni razpravi to, da se je umaknila preambula k ustavi, ker vsa stvar je bila povezana z nastajanjem nove slovenske ustave, pripravljena je bila tudi preambula, veste, je nek obvezujoč tekst, in tej preambuli ne znam citirati zdaj na pamet, ampak je bila dikcija, da je človekovo življenje sveto od spočetja naprej. In če bi ta preambula ostala, bi bila seveda pravica do prekinitve nosečnosti ogrožena. Zato so nekateri, ki zdaj ne bom imenovala veliko, prispevali k temu, da ta preambula ni bila sprejeta in da je potem lahko tudi 55. člen ustave ostal z dodatkom, ki ga je prispevala, mislim, da zelo, oziroma velik delež, ste imeli vse skupaj, da je ta drugi odstavek bil tudi zapisan v ustavi, da država zagotavlja okoliščine, kjer je mogoče to pravico tudi izkoristiti. Dikcija je sicer, da je zdaj svoboda odločanja, pa je bila pa pravica do svobodnega odločanja. Tako da tu je, bo Barbara znala bolj razložiti razliko, ampak vseeno je zelo pomembno, da to ostalo. No, ker smo na tem pravnem področju in ker imamo pri roki pravnico doktorica Rajgel, mogoče res vam naslednje vprašanje. Zakaj je tako pomembno, da je pravica zapisana v ustavi, na tej ustavni ravni, kaj to v praksi pomeni za posameznico, kaj pomeni za zakonodajo, za zdravstveni sistem? Ja, ustava vendarle je nek akt, ki se ga spremenja z dvotretjinsko večino in je to veliko bolj stabilna, bi rekla, forma zapisa ali pa pravnega pravila. Tako da brez dvoma to, da je tudi Slovenija ena prvih držav, ki so to dale v ustavo, se mi zdi ekstremno pomembno. Bi pa samo spomnila, ampak zdaj, ker si, če te lahko tikam, pa se tikava, sem se spomnila, ampak bom naknadno pogledala. En članek je prišel ven pred kratkim o tem, kako je treba razumeti tudi eno deklaracijo povezano, v kateri pa je to omenjeno. In da je ta deklaracija, pa se zdaj ne spomnim imena, del ustavne materije. Se pravi, očitno je iz preambule padel ven in je šlo nekam drugam v nek drug akt in zdaj bi se rado ta drug akt interpretiral kot in bo pogledala in poslala vam članek, če vas to zanima. Zato, ker se mi zdi, da so te poskusi, kako bi se redefinirali stvari, stalno prisotni. Tako da, ja. Je tako, zakaj je tako pomembno, na kateri strani stoji vejica, katera beseda je uporabljena, ko govorimo o boju za take pravice. Tako da ni vam lahko, to hočem povedati, pravnicam in pravnikom. Ja, nikomu ni lahko, niti nam. Lahko komentiram, prosim, da kaj spomnim, moram reči, da sem srečna, da sem bila učenka Matej Kožek Novak, že kot pripravnica, da sem sodelovala v njenih
raziskava porodnost navedena, to je bilo zelo pomembno leta 90 pa 95, pa ni bilo več denarja za to, ampak sem pa tudi spoznala to statistiko in vso to delovanje, ki mi je zelo pomembno s temi podatki, da tudi zdaj veliko pokažemo tudi svetu, mislim, da svet nima take statistike, kot imamo mi na tem področju, in profesor Andoškova, ki je bila tudi moja mentorica, in takrat se spomnim, kakšna je bila ta borba za ta 55. člen in za to drugo alinejo. Ker takrat dejansko prva linija je bila, pravi, odločen za rojstvo otrok je svobodno. Pravica postane potem, če ima država obveznosti za izvajanje te pravice. To je bilo že v ustavi z leta 1974, jugoslovanska je bilo bolj ohlapno, slovenska je pa imela ta dodatek, ki je razlikoval slovensko ustavo od jugoslovanske, zelo napredno. In tukaj je v bistvu tisto, kar lahko dejansko Slovenija tudi svetu pokaže, in tudi mogoče to gibanje, jaz vidim bolj v tem primeru, v tem smislu pomembno, da pokaže drugim državam model, kako lahko sodeluje stroka, civilna družba in zakonodajalci. In če je na Poljskem prišlo do teh hvaležnih odzivov, to je bistveno bolj pomembno dolgoročno, kot pa to, da bo, ne vem, mogoče država plačala sosednjim državam, da bo prišla k nam na prekinitev, ki je še vedno lahko. V bistvu je bolj pomembno to, da bo to spodbudilo, upam, da države, da bo uspele v svojih državah to urediti. Ker v bistvu moramo iti k jedru problema, ne prelagati. To so v bistvu zasebni izhodi. Tukaj ima Slovenija tisto vlogo za vso svojo zgodovino. S tem, da smo bili prvi na svetu, ki smo dali pravico do načrtovanja družine v ustavo. In v bistvu lahko drugim pokažemo. To je pa v bistvu pravi začetek. In da potem druge države vidijo model in da začnejo, da se opolnomočijo vsi ti deležniki, da potem pride tudi do ureditve situacije v tej državi. Hvala lepa. Ja, izvolite, gospod Kožan, mogoče da poveste tudi, kaj je tako, ko je bilo to težko v tih časih. Profesor Andoškova, ko je kandidirala na Akademijo znanosti in umetnosti za članico, je bila največja ovira ta, da smo delali raziskave na tem področju. In je bila posebej, mi smo delali splave, torej ona ne more biti članica Akademije znanosti. To so bili komunisti, ki so to delali. In o tem je tudi govorila, ko sem bila poslanka, smo se srečali enkrat z gospo Vido Tomšič, in ona nam je pripovedala, kako je sama doživela splav in kako se je morala boriti z največjim vrhom, s Kardeljem in z njegovo skupino, da je lahko karkoli dosegla na področju načrtovane družine. To se pravi, da gre tukaj za nek odnos med moškimi in ženskami in to na tem boste imeli še dosti dela, da boste delali naprej, da ne bi prišlo res do kakšnega zastoja oziroma ene reakcije, ki je bila škodljiva mladim. Predvsem to je treba povedati, da ne morete imeti otrok, če nimate srečne spolnosti. In to je treba povedati. Srečna spolnost pomeni tudi, da imate stanovanje, pa da imate kaj za jesti, pa da imate službo. In je treba vsem tem, ki govorijo, kako je treba, me prav zanima, kaj bo NSI imela zdaj, kako bo rojstva dvigala, jaz jih ne poslušam, pa ne vem kaj, kako bodo dvigali rojstva. Samo s tem je moč. In to bi jaz, to mislim, da ta pobuda prinaša, da bo Evropa kot najbolj napredna zaenkrat še, da bo unesla to miselnost, da je treba mladim narediti življenje znosno, da bodo imeli otroke. Ja, izvolite, pa gremo potem kar že na vprašanje. Ja, če lahko komentiram, mogoče te podatke, da vidimo v bistvu, kje smo, kar rečemo, smo najboljši, pa najprvi. V bistvu, kar se tiče splavnosti, imamo 7 na 1000 splavov. To je najnižja splavnost v Evropi in seveda tudi na svetu, ki smo najbolj, če gledamo tiste države, kjer je splav dostopen, to je 30% držav v svetu, ki ima splav dostopen na zahtevo in ima tudi statistiko, ker to, da je splav kriti zdravstvenega zavarovanja, nam daje tudi nadzor med številkami, nadzor, ne zato, da bomo rekli, kaj pa ženske delajo, ampak da mi izboljšujemo situacijo,
ker v bistvu prekinitev nosečnosti je del načrtovanja družine oziroma potem, ko kontracepcija zateji. Kot rečeno, mi spodbujamo rabo kontracepcije, da bo čim manj teh neželenih nosečnosti. In to smo v bistvu potem od 90-ih let dalje med mladimi iz povprečne evropske države postali najboljša država v Evropi. Ena izmed najnižjih stopnosti splavnosti. To je res, da smo veliko delali z zdravniki, ginekologi, z upeljavo, z dokazi podprte medicine, da smo vse te tabuje. In tukaj je ta prednost Slovenije, ker smo mi mehni in lahko dobra ideja, lahko veliko dobrega naredi. Tako da ta statistika potem, kar se tiče rodnosti, smo trenutno je število otrok 1,5 otroka, leta 2003, ko je bila nižja, bila 1,2 na žensko, tako da glede tega se dviguje. Zdaj pa zadnja leta po koroni pa je začelo spet malo padati. Tako da seveda, to so socialno-ekonomski razlogi, tako da v bistvu to moramo vedeti, da smo dejansko mi model države, ki se zaveda pomena načrtovanja družine, kar je predvsem dostopna kontracepcija in dostopna varna prekinitev nosečnosti in seveda zdravljenje neplodnosti. Vse to sodi v načrtovanje družine. Tako da v bistvu mi, če pride k nam ženska z željo oziroma zahtevo po splavu, pa da je neželeno zanosla, mi to vidimo kot lastni neuspeh. Vedno se vprašaš, kako se je zdaj narobe naredila, da je ta ženska neželeno zanosla. Nisem znala svetovati kontracepcije, pravilno po porodu, ko imamo večjo splavnost tudi. Smo tudi poiskali zdravila, jih pripeljali državo, da lahko ženske to uporabljajo. Tako je treba tukaj gledati, to je dejansko res medicinski problem, oziroma nujna zdravstvena oskrba, ki mora ostati v bistvu dostopna vseh pogledih. Hvala lepa. Gremo na vaše vprašanja. Prosim, če samo dvignete roko, da bom vedela, kdo bi želel spraševati. Če se predstavite in poveste, za koga imate vprašanje, če je kakšno. Ali pa komentar, seveda. Prosim. Mene zanima, če se ta argumentacija proti pravici do... Zanima me, če se ta argumentacija proti pravici do abortusa spreminja. Zanima me, če nam lahko razkrijete, zdaj, ko ste bili v Evropskem parlamentu, ko ste z različnimi skupinami govorili, kakšni so bili argumenti proti, zakaj vas niso, recimo, podprli. In vi ste omenjali, da ste se zelo mučali takrat v začetku 90-ih oziroma konec 90-ih, da ste prepričevali poslanke in poslance. In me zanima, s kakšnimi argumenti ste vi takrat naslavljali oziroma na kaj ste vi mogli odgovarjati, mogoče v primerjavi s tem, kar ste vi počeli zdaj. Ja, v bistvu je bila pobuda v Evropskem parlamentu zelo dobro sprejeta. Predvsem je bilo tako, da mi smo poslali vabila za sestanke vsem levo-sredinskim strankam oziroma skupinam in EPP. S krajno desnim skupinam nismo poslali vabila za sestank, zato ker ni bilo smiselno. Večina, oziroma skoraj vsi, s katerimi smo se pogovarjali, nam je rekla, in to velja tudi za večino EPP poslancev, da oni trdno verjamejo pravico do splava, da je to nekaj, kar je za njih temeljno in da so pripravljeni to braniti. S čimer so imeli težave pri naši pobudi, so bile pa zelo tehnične pravne stvari in sicer je bil najbolj pogosto uporabljen protiargument problem subsidiarnosti. Se pravi, to pomeni, da Evropska unija ne more spreminjati zakonov držav članic in da mora ravnati v okviru tega, kar so neka pravna pravila EU. Kar pa so bili protiargumenti skrajne desnice, je pa šlo predvsem za to, da se bi s to pobudo promovirali abortivni turizem, pa neke take zadeve, ki v bistvu niso v stiku z realnostjo in ki nimajo realne slike. Matej Tonin je v Evropskem parlamentu tudi govoril o tem, da ta pobuda ni potrebna, zato ker je v vseh državah članicah splav že pravno urejen, kar ni res.
kar ni res, zato ker na Malti grejo ženske še vedno v zapor, če imajo splav. Pač ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava, ker pač zdravniki ne želijo upravljati tega postopka, čeprav bi ga načeloma morali tudi v primerih, ko je življenje ženske ogroženo. In isto je bil en primer pač gruzijske državljanke, ki živi na Poljskem, ki je bila v bolnici in pač umirala zato, ker ni imela dostopa do splava. Na srečo se je potem njeno stanje umirilo, ampak pač še vedno prihaja do teh stvari, te protiargumenti, do katerih pa prihajajo, pa pač nimajo neke teže, ko jih pogledaš v primerjavi s podatki, ki so na voljo. Ja, takrat je bil najmočnejši argument zdravje žensk in mladih parov. To je tisto, kar so razumeli tudi moški, da gre za zdravje. Je pa takrat se rojevala ta močna, vedno močnejša akcija žensk, to je naša pravica. Samo tam moški niso poslušali. Vam povem samo za en primer enega vašega profesorja, ki je še živ, pa ne bom imena imenovala, na ustavni komisiji sem bila sam povabljena, nisem bila članica. Je rekel, da ve, da se ženske tako zavzemajo za to, zato imajo občutek krivde. Jaz sem mislila, da ga bom kar požarla. Tako sem lahko, da me še ne pogleda. Skratka, veste, nerazumevanje, da v bistvu gre za preživetje, gre za, da bodo mladi ljudje lahko zdravi, da bodo otroke imeli, pa ne ljudje. Se ravno se razmišljam tak, kot je gospod Tonin, če je star, ne vem, 40 let in je 15 let poročen, jaz upam, da imata 7 otrok. Ker tako je bilo včasih. Tako je bilo včasih. Jaz delam eno kroniko moje družine, moje prababice, vsake leto pa pol je imela otroka. Če pa nima tega, potem je pa več možnosti. No, ena je tudi ta, da mogoče ne morata imeti otrok. Ampak dejansko kakšna grozna hipokrizija je to. In še nekaj mi rada poudarila, zdaj so metode že tako enostavne, da gre dejansko za bitko za revne ženske. Ker tiste, ki imajo denar, to lahko naredijo tudi pri nas, pri privatnih ginekologih. In zato je tako pomembno, da poudarjamo javno zdravstvo. To je pomembno, ker privatnik ni zainteresiran za svetovanje kontracepcije, lahko da so naši kolegi, ki so vzgojeni v tem, ne bom rekla. Ampak, če pogledamo že sosedne države, če se majčkeno boji duhovščine, potem je to, ne bom delal splave, pa doma naredi kot privatnik. Zato je to tako pomembno. S tem se borimo tudi proti revščini. Ker ženska, ki mora zbrati denar, da gre na splav, nima za kruh za otroke. No, jaz primerjam tole pravico, da varne prekritve resničnosti, enaka pravica do varne resničnosti in do varne dopolnitve. To so v bistvu te temeljne zdravstvene pravice in to je treba skozi poudarjati. Prvo je to zdravstvena pravica. In, ja. Želite še prej komentirati? Eva Bahovič se je želela. Najlepša hvala za ta izjemen dogodek. Mislim, da se ga vsi neverjetno veselimo. In mislim, da bi morali dodati odgovor na vprašanje, o čem je podobnost med dogajanjem v času po padcu Berlinskega zidu in razpadu Sovjetske zveze in Jugoslavije in naših skupnih bojih vseh naših in naše skupne knjige in naših skupnih prizadevanj in akcijo My Voice, My Choice. In bi najprej postavilo v spredje tisto, kar je skupno in to je neverjetno navdušenje in entuziazem, ki spominja na obdobje razsvetljenstva in revolucije vsega tistega, kar je treba postaviti v spredje. Jaz sem opazila na marsikaterem obrazu, tako kolegici in kolegov iz gibanja in Inštituta 8. Marec in širšega gibanja, neverjetno zadovoljstvo, neverjetno srečo in prepričanje, da to je pa nekaj, kar je izrednega pomena in kar smo dosegli. Način, kako so uspeli. Jaz vam ne moram prikazati
naših občutkov, vedno smo morali demonstrirati na cesto in se ves čas ukvarjati z argumenti skrajne desnice. Svet se spreminja, ampak argumenti skrajne desnice so pa isti, veš. Tako da tu se mi zdi, ker nima smisla, da si preveč pozitivno poskušamo obračati to zadevo, ampak te občutki so pa izredni. In mislim, da je treba posebej poudariti to, kar ste že vi tako lepo povedali, da se verjetno ne zavedamo, kako velik uspeh je to, kako velik dogodek je to in je čas, da se začnemo tega zavedati. Ko stopimo na prizorišče svetovne politike, kar med bomo ta dogodek je, s temami, ki so povezane specifično ženskim telesom. In zaradi tega ne izgubimo glavo, tako kot Alain Péguche v času francoske revolucije, ko je napisala deklaracijo o pravicah ženske in državljanke. Hočem povedati, da se mi zdi izredno pomembno, da vsi vidimo, občutimo, predvsem pa smo soudeleženi na tem entuziazmu, ki je povezan z nečem izredno pomembnim tako za ženske in vse, kar je bilo tu postavljeno spredje, kot za vse nas, kot za slehernega človeka. Mislim, da je zelo pomembno, da se posebej posvetimo tudi, morda bi lahko temu rekli, moškim podpornikom feminizma in morda, tako kot so že začeli, tako kot kolega Kuhar, tudi pozovemo, da morda, čeprav tu niste v večini, še kaj dodate. Ali lahko delite to navdušenje, ta entuziazem z nami. Oziroma, to je retorično vprašanje, seveda, da delite. Najlepša hvala za ta dogodek. Hvala lepa tudi vam. Še kakšno vprašanje? Jaz bi samo dodala en kamenček v tem mozaiku, pri vprašanju, kako težko je bilo poseči to v takratni skupščini. Spomnim se pripovedovanja Metke, pa tudi nekaterih zapisov, pa tudi takrat sem spremljala, kaj se v tej ustavni komisiji dogaja. In spomnim se argumenta tega, kako je bilo treba, zdaj pa smo že dosti se pogovarjali, zdaj pa treba ustavo sprejeti, ker je pa zdaj že skrajni čas, da jo imamo. In če bi mi ustrajali, torej ne ustrajate, da saj bomo to uredili v zakonodaji. To morda niti ni prav, da je to ustavna materija, to se lahko uredi v zakonu. Hvala Bogu, da niso pristale na to kolegice, ki so se s tem ukvarjali v parlamentu in so rekli, to mora ostati v parlamentu, kajti če bi bilo to samo v ustavi, kot je Barbara že poudarila, se zakon lahko sprejme z navadno večino, medtem ko ustava z dvotretjinsko večino. Prav ustrajanje na tem, da mora biti to, da mora ostati v ustavi, je zelo pomembno, ob tem, da so vsi govorili, mudi se moramo to speljati do nekega roka. Še dobro, da je bil tudi predsednik ustavne komisije, dr. Bučar, ki ni bil socialist ali pa SDP stranka, ampak je bil z neke druge opcije, ki je to potem do konca speljal. Ja, ampak sem morala na silo, mi ni pusto govoriti. Dve sva bile povabljene, Vlasta Jalušič pa jaz, da so na ženske furine, da sva šle. In njej je še pusto govoriti, ona je lepo potihem govorila in jih prepričevala, mene pa ni več, in potem sem pa jaz eksplodirala. Rekla, kako morate sami moški, stari moški odločati o ženskem telesu, ne vem, kaj sem še rekla, brada videla tiskaj sem se hudem stresu. Hvala za ne prav, da se take stvari povedal, da se pozabljajo. Hvala za ta poudarek. Potem pa 30 sekund vsaka, da zaključimo, ker nas čas priganja. Doktorica Ragel, kaj vas kot pravnico skrbi, kjer smo, pa kam gremo in kaj nam daje zaupanje? Jaz mislim, da je situacija v zadnji slabše, kot mi mislimo, da je, samo da se ne izreče. Torej, jaz mislim, da je moč, ki drži te pravice v nas, se pravi v aktivnih državljanih in državljankah, občutek, moje globoko prepričanje, ker sem včeraj videla tudi en posnetek Cigler Kralja, ki na enem dogodku govori, mi kot politična stranka tega ne moramo odpirati, smo pa zelo veseli, da imamo civilno družbo, ki bo to odprla.
jim bo, se pravi, moramo se zavedati, če bi lahko prepovedali splav, bi ga prepovedali. To ni tema zato, ker se to ne more. Se pa vse dela, zato da bi se lahko. Tako da to je. In moramo se zavedati, da v teh državah, kot je Poljska, tam ni zdaj, bi rekla, to so zelo desne države. Prišlo je na skrajne desnice, malo manj skrajna desnica. Na Madžarskem iz skrajne desnice v nekaj, kar ne vemo čisto dobro, je mogoče celo bolj skrajno, ampak ima drugi obraz. Se pravi, jaz mislim, da je to neka kompozicija nekih prizadevanj od medicinskih strokovnjakov, ampak tudi ne moremo spregledati političnega okolja. Zato jaz pravim, da če drugega ne smo lahko otok neke varnosti za ženske tudi v Evropi, ker je nerealno. Jaz kot aktivistka nikoli ne razmišljam samo o sistemskih spremembah, zato ker življenje se živi v tem trenutku in tista ženska pač, ki to zdaj rabi, jaz želim ji zagotoviti z vsem svojim delom, kar ga lahko naredim, zato da bo zdaj lahko. Njej jutri ne pomaga, jutri zanje ne obstaja. Tako da to bi pomoč. Hvala, gospod Tomčič, kaj je naslednji korak te pobude, kam greste naprej s tem, če? Ja, v bistvu imamo tri naslednje korake, ki jih bomo zdaj delali. Prvi je ta, da postane ta odgovor komisije tudi realnost. Se pravi, da se vzpostavi neke programe, ki bodo pomagali ženskam dostopati do splava. Drugi korak je, da se zagotovi specifično financiranje, ki bo namenjeno samo za ta program. Torej, ki ne bo del že obstoječega fonda oziroma da se v obstoječem fondu nameni neka določena sredstva, ki bojo samo za mehanizem My Voice, My Choice. Tretji korak je pa, da mi ne gremo nikamor, da bo My Voice, My Choice ostal v Evropi in da se bo še naprej boril za napredovanje pravic žensk. Hvala, gospod Novak. Kaj vas skrbi? Jaz počasno odhajam in z mano moja generacija in zato vam predajam. Glejte, koga boste izbirali za politični vrh. Danes so vsi politiki še vedno mnogo bolj pod vplivom kapitala kot pod vplivom prebivalstva. Ampak ravno ta iniciativa je tako upanje, da lahko stopimo skupaj in spravimo, ker če bi politiki imeli dovolj podpore prebivalstva, se tudi ne bi, marsikateri od njih se ne bi podajal kapitalu. Te podpore prebivalstva je premejhno in zato prosim, preneste vsem svojim prijateljem, dajmo podprti progresivne sile, ki bodo omogočali Sloveniji, da bo rastla naprej. To vam predajam iz tam na pragu groba. Kaj vas, profesorica Antič Gaber, kaj pa vas skrbi ali pa z upanjem navdaja? Ja, skrbi me, bi rekla, tak postopen, ne tako eklatanten, pa vendar vse bolj glasen, vse prisoten, normaliziran konzervativizem. Še posebej med mladimi in še posebej med mladimi ženskami propagiranje tako imenovanih tradicionalnih vlog žensk v tem gibanju Tredvalj, ki se vse bolj kaže tudi, kjer je vse prisoten na teh družabnih omrežjih, ker se mlade ženske potem poistovečajo s temi mladimi, lepimi ženskami, ki skrbijo za svoje može in živijo tako tradicionalno življenje. To se mi zdi, da je kar precej nevaren trend, ki pa tako lepo počasi prihaja pri teh omrežjih. In seveda pri mlajših moških, to, kar se dogaja v osnovnih šolah, to, da učenci tretje triade, 9-letki, propagirajo oziroma se soglašajo z tradicionalnimi vlogami moških in ženske. Mislijo, da ženske v politiki ni potrebno, da sodelujejo in tako naprej. To so nevarni trendi, ki se mi zdi, da nič dobrega ne prinašajo. Kaj me navdaja z optimizmom? Točno to, kar počne gibanje My Voice, My Choice. Pred 10 leti, ko so novinarji spraševali, nisem bila tako optimistična, ker nisem videla vsega tega, kar se je v zadnjih, recimo, 10 letih razvilo. Zdaj pa se je in to upam, da se bo samo širilo in prijemalo in seveda podpiram to, kar je rekla gospa Mateja Kožuh-Novak. Mislim, da je potrebno to tudi javno poudarjati, povedati in podpirati tiste sile, ki seveda podpirajo take akcije.
Še profesorica Pintar, kakšen je pa vaš odgovor? Ja, jaz si pa želim, no, da se nadaljuje ta povezava civilne družbe in ukrepi z stroko in politiko, ker mislim, da je zelo pomembno, da vsi ti trije deli delujejo skupaj v razvoju in ohranitvi teh pravic. Hvala lepa tudi vam, hvala še enkrat ekipi in vsem, ki ste sodelovali pri tem. Hvala za sodelovanje na tem omizju. Hvala tudi vam za komentarje in vprašanja. Zdaj samo še zaključek, pa ker vas ima profesor Kuhar že ravno pri roki. Jutri je nov dogodek v sklopu teh dnevov enakosti spolov in sicer pogovor z gospod Vero Koznik-Dodušek ob 30. obletnici Pekinške deklaracije. Ona je svoj čas vodila Urad za žensko politiko, vi boste vodili pogovor z njo. Kaj lahko pričakujemo? Same zanimive stvari, tako da bomo vaši ob 5. popoldne tukaj jutri. Hvala lepa in srečno. Če smem samo za trenutek kot organizatorka letošnjega DES, ker do lani je to bila profesorica Antič Gaber, se vam tudi jaz zahvaljujem, da ste pristali na ta pogovor in za vse vaše delo. In upam, da ostajate borke še naprej. V zahvalo imamo eno malenkost, ampak ker smo napačno prešteli, naša Milica dobi rožico naknadno. Hvala.